Pozdravljeni, spremljate oddajo 7 ob 7. Za danes izbrane novice za komentiranje so naslednje. Jaša Jenull, ulični bojevnik tranzicijske levice, nam je razkril, da so zasebniki, ki poslujejo z državo, sesalci javnega denarja. Stranka Resnica je razkrila svojo listo za evropske volitve, na seznamu so zanimiva imena. Politične prvoaprilske potegavščine so postale večinoma neuspešne, je zato Slovenija sama po sebi postala ena velika potegavščina? Dober večer, moje ime je Edvard Kadič in spremljate oddajo 7 ob 7, novice s karakterjem. V teh prazničnih dneh, pravkar minulih, nas je Jaša Jenull, znan ulični agitator in prvoborec tranzicijske levice, razveselil z ugotovitvijo, da je Edvard Kadič sesalec javnega denarja. Vendar ima zgodba širši kontekst. Zakaj gre? Dober teden nazaj je vladni propagandist Primož Cirman, mož direktorice vladnega urada za komuniciranje Petre Bezjak Cirman, sestavil nek članek, kjer je uspel povezati podatke iz Erarja z nekakšno famozno zgodbo o tem, kaj ne bi Edvard Kadič počel z javnim denarjem. Med vsemi strankami, s katerimi imamo pravka v življenju, sta tudi dve, si morate misliti, državni podjetji. In pazite zdaj, Državni zbor in eno od komunalnih podjetij v Sloveniji. No, iz tega je, kot smo napovedali v sredo v oddaji 7 ob 7, nastala zgodba, to se pravi medijski linč, ki je šel po vnaprej načrtovanem scenariju. Najprej na nekem obskurnem portalu sama zgodba, nato se to zgodbo povzame v dnevniku Svet 24 na naslovnici, pridelal sem si novo naslovnico na ta račun, in nato v soboto radijske oddaje in kotaljenje naprej. Seveda je problem, ker gre za direktno Golobovo propagandno linijo, torej Golob, Vesna Vuković, Primož Cirman. Zato se je na tej točki vključil tudi Jaša Jenull. To se pravi širjenjem tega linča širše, da se porazgubi direktna povezava med Golobom in to antipropagando. In Jaša Jenull je ugotovil, da zato, ker je ena od mojih strank, oziroma da smo precizni, dve od mojih strank v tem konkretnem primeru, sta tudi javni podjetji, da sem zato sesalec javnega denarja. Zdaj, presodite sami, kaj je na tem v vsej moji zgodovini v podjetništva. Je pa zelo zanimivo, na tej točki bi upozoril sledeče. Spoštovani gospod Stojan Petrič, kolektor, med drugim tudi medijska hiša Delo. Spoštovani gospod Škrabec, Riko, spoštovani gospod Pečečnik in tako naprej in tako naprej. Če ste ali poslujete z državnimi podjetji, ste pravkar izvedli, da ste kaj? Sesalci javnih sredstev. Torej, izvedeli smo, da so zdravniki dvoživke, da so kmetje, kaj so že kmetje, s svojimi traktorji, rajši ne bom v tem. Podjetniki smo postali po novem sesalci javnih sredstev. Torej, nismo več daleč od obljub, ki so bile dane pred volitvami, da bomo podjetniki sterani z bajoneti v morje. Stranka Resnica je objavila svojo listo za sodelovanje v volitvah za Evropski parlament. Zdaj sama stranka buri precej duhov z svojo proticepilsko in to se pravi ne proti, temveč prorusko nekako orientiranostjo. Na tej točki se sicer ne mislim poglabljati globje v program ali ne, imajo nekaj zelo zanimivih imen na seznamu, znana igralka, zdravniki in tako naprej. Med drugim tudi novinarka RTV Slovenija, ki je celo nosilka same liste. Vendar, glede na to, da je stranka svojo prepoznavnost zgradila na proticepilski kampanji in se
zelo tesno povezuje z temi proruskimi idejami, ji napovedujem pravzaprav dobro prihodnost. V Sloveniji bo, mislim, da z lahkoto zbrala tiste 4% glasov, da bo prišla v državni zbor in so sam te evropske volitve zgolj nek lakmusov papir o dometu, dosegu in seveda tudi o tem, da se mora politični prostor v Sloveniji nekako aktivirati. Namreč pred velikimi vojnami in zremo v oči vojne v tem trenutku v Evropi, vedno pride do porasta populistov. Zato je nujno, da se slovenski prostor zbudi. Zato zbudi se Slovenija. Zdaj, za 1. april, ki je za nami, je seveda popularno imenovan kar dan norcev oziroma te prvoaprilske potegavščine so seveda zelo aktualne. In tudi v slovenskih medijih smo zasledili kar nekaj zanimivih potegavščin. Je pa zanimivo, da so potegavščine na političnem področju nekako izzvenele v prazno. Tudi na portalu 24 smo objavili recimo tako luškano, da je Janković ustavil gradnjo tega znamenitega drekovoda čez ljubljansko zajetje pitne vode na prigovarjanje Nike Kovač in 8. marca, inštituta 8. marec. In zanimivo, da nihče temu ni verjel. Pravo vprašanje ob tem seveda je, ali mi živimo farso, ali je res 1. april edini dan v letu, kjer se lahko tudi kaj zlažemo. To je bilo za danes vse v današnji oddaji 7 ob 7. Več novic aktualnih lahko spremljate na našem portalu 24, mi pa se vidimo ob istem času in na istem mestu tudi jutri 7 ob 7. Nasvidenje.